Mi smo takrat tudi hoteli malo spreminjati odlok, sicer mesto bo zdaj odlok pravzaprav noveliralo, ne. Ampak v tistem času, ko je bil pa Strgarč župan, takrat smo se pa bali, da če bomo mi predlagali spremembo odloka, da ga bojo oni čisto črtali, da ga bojo črtali in potem, da ne bi bilo več to. Ker pot je zavarovana kot zgodovinski spomenik in kot spomenik oblikovane narave. To je pa tudi v tej naši knjigi, ko smo jo izdali v 50. jubilejnem pohodu, zato celota to tudi opisana. Dočim imena pohodov se pa spreminjajo. In v tej knjigi so tudi ta imena pohodov, ker so zabeleženi, vseh 50 zabeleženih v tej knjigi. No in od takrat naprej se pa imenuje Pot ob žici, ker to je pa originalni naslov bil Pot ob žici. Prvič, ko so izvedeli. Ja. Potem so se najbrž tudi organizatorji spreminjali? Veste kako, ja, najprej je bil to odbor za organizacijo pohodov po poti. No in pa ta odbor se je razšel in na karikatura Pečarjeva je tudi še v tej knjigi, 50 pohodov, ta odbor se je razšel in potem je to mesto prevzelo in je v okviru mesta bil odbor za pohod. Mesto je pa potem sklenilo to pogodbo s Tajningom, tako da je pravzaprav Tajning kot strokovna organizacija, oni organizirajo pohod in tek trojk, ker to je pa logistično upravljanje. Ja, seveda, ja. Ker naše društvo Zeleni prstavi delamo vse samo na prostovoljni bazi in nimamo možnosti, da bi organizirali to, ampak potem tudi financira mesto pa donatorji. Mi smo sicer člani tega odbora za organizacijo pohoda, pa tudi s Tajningom zelo sodelujemo. Zdaj tudi razmišljamo, da bi čez 2 leti, ko bo 60. pohod, da bi tudi takrat organizirali eno razstavo. To pa pripravljamo skupaj z enim, ki je zasledil v časopisu, Tomaž Lauf. On ima pa zbirko vseh teh značk, mi smo mu dali tudi par stvari iz teh pohodov, potem on je naredil makete teh podvrtih stebrov tudi.